Živijo, sva Mateja in Marko, ti pa poslušaš podcast Mladost na kmetiji. V tokratni epizodi se je ekipa podcasta odpravila v Ravne na Koroškem. Spoznali bomo življenje in utrip na kmetiji Kotnik ali po domače Lubas, ki jo vodi Janez Kotnik, mladi prevzemnik od leta 2021, ki veselje do kmetovanja goji že od malih nog. Ime njihove kmetije je omenjeno že v 16. stoletju, hiša, v kateri živijo, pa v bistvu niti ni hiša, ampak pravi dvorec, ki ga je upodobил celo Janez Vajkard Valvazor v slavi Vojvodine Kranjske, o čemer bo tudi tekel pogovor v nadaljevanju. Janez, lepo pozdravljen. Zdravo, pozdrav, dobrodošli. Ja, tule smo v vaših koncih, kjer je še prava zimska idila in precej bolj mrzlo, kot bi rekli v preostalih delih Slovenije. Ste navajeni tukaj takih mrzlih zim? Ja, jaz bi rekel, da kar. Pri nas je ponavadi zmeraj sneg bolj dolgo obleži, saj naša kmetija leži pod Uršljo goro in na drugem koncu od Mežiške doline je pa še gora Peca, ki je pa še malo večji, tako da smo malo navajeni take zime in zdaj kar prav paše. No. Smo na nadmorski višini okoli 550 metrov, a ne? Ja, tako je. In ko opazujemo, se nam, če je res lepo jasno vreme, se nam lepi pogledi odpirajo tule z vaše kmetije, a ne? Tako je. Vidi se celo do Dravske doline, potem na južni strani nas pokriva Uršlja gora, z enega dela kmetije se pa celo vidi proti severu na Peco. Se skoraj že vidi v Avstrijo tudi? Ja, če na Peco pogledaš, se vidi. Ja. Tako. Janez je po maturi na gimnaziji odšel na študij biotehniške fakultete, ob delu na kmetiji na Ravnah pa vzporedno pomaga še na mamini kmetiji, ima 3 starejše sestre, je ponosen lovec in z vizijo razvoja kmetije, ki jo je prevzel od očeta. Janez, govorimo nekako kar o 2 kmetijah, pa najprej morda se osredotočimo tule na kmetijo, ki si jo prevzel leta 2021 tule na Ravnah. S čim se ukvarjate oziroma kaj so glavne dejavnosti na vaši kmetiji? Res je, kmetijo sem prevzel od očeta leta 2021. Bil sem zaposlen oziroma zavarovan pokojninsko-invalidsko že prej, me je že oče zavaroval. Glavna dejavnost na kmetiji je reja krav dojil. Zdaj čistimo čredo, tako da bomo v bodoče imeli čistopasemske živali, pasme limuzin. In v bistvu glavni zaslužek prinaša prodaja teh pitovnih telet, ki jih naprej prodamo v pitanje. Potem imamo pa še 2 stranski dejavnosti. Ena je gozdarstvo, kmetija ima še kar nekaj gozda, tako da prodajamo hlodovino, pa tudi če se najde kak dober kos, kak hlod za licitacijo, se tudi tam proda. Drugače pa imamo še manjšo jato, nekje 200 kokoši, nesnic, kmečke reje, jajca prodajamo pa na domu. Precej razprošena dejavnost, kar je za kmetijo po eni strani dobrodošlo, ne? Ja, to je res. Tako. Kako velika je vaša čreda živali? Trenutno imamo v hlevu 34 glav živine. Poleti, ko so pa na spomlad se začnejo telitve, sezonske telitve, nekje zdaj bojo začele v mesecu februarju, v marcu, se pa čreda poveča tam na 50 glav živine. Naraščaja dovolj. Ja, hvala Bogu. Je pa v teh vaših krajih, kot smo se pogovarjali pred začetkom pogovora, se malce kasneje vse začenja, ne? Bom rekli, ta sezona in pašen vse skupaj. Ja, kot smo že omenili prej, je kmetija leži na nadmorski višini 550 metrov in je še kar se to pozna. Nekje vegetacija se začne kasneje kot drugod po Sloveniji. Tako da na pašo nekje damo živali tam okrog 1. maja, neč prej skorda. V jeseni grejo pa tudi spaše že kar konec oktobra, ne. Tako da se kar poznano. Rekel si, da se želite usmeriti v pasmo limuzin v prihodnje. Zakaj recimo točno v to pasmo? En čas bike plemenske smo imeli že prej skozi limuzin pasme z republiško številko, torej z enim dovoljenjem. Pol pa sem se čez čas odločil, ker se teže proda križance za čisto pasmo, tudi čista pasma ima višjo ceno. In sem se pol postopno odločil za nakup rodovniških živali. Sicer je kar investicija v to, ampak upam, da se bo enkrat povrnila.
Omenil si tudi, da je oziroma gozdarstvo ena pomembna dejavnost na vaši kmetiji. Tukaj ste kar obkroženi z gozdom. Koliko gozda imate in katera? Ja, na Koroškem je sploh značilno, so značilne kmetije, se reče v celkih. Ne. To pomeni, da je dobršen del pašnikov, travnikov, njiv skupaj, obkroža pa to vse gozd in pol se moraš ti do soseda, recimo peljati skozi gozd, da prideš spet do njegove kmetije. Naša kmetija obsega 17 hektarov obdelovalnih površin, torej pašnikov, travnikov, nekaj malega imamo njiv, pa 33 hektarov gozda. Pa v najemu imam še 2 hektara travnikov za košnjo od Sklada Republike Slovenije. Omenil si, da tudi tule na Koroškem so znane licitacije kakšnih takih hlodov, ki so res, ste tudi sami kdaj sodelovali? Smo, zdaj že ne 3-krat. Moram priznati, da sem bil kar zmerno zadovoljen. Sploh lepe cene dosegajo listovci, hrast, gorski javor. Sploh gorski javor, Tako da smo bili kar zadovoljni. Letošnjo leto pa nismo nič kaj dali na licitacijo. Pride obdobje, ko pa spet. Ja. Tako. Ja. Zdaj predstavljam si, da ker ste obkroženi z gozdom, tudi kakšne so tudi živali, v gozdu živijo, seveda, ti si tudi lovec, o čemer bomo več v nadaljevanju. Imate tudi jato, kokoš in tako naprej. Pride kakšna žival iz gozda tudi na dvorišče in se hoče pomešati med čredo domačih živali. Se infiltrira. To se je kar dogajalo, zdaj sploh lansko zimo. Smo imeli, sicer imamo kokošje nesnice, so v hlevski reji, tako da niso v izpustu. Imeli smo pa nekaj rac tekačic za te rdeče polže. In je pač, če hočeš, da so res, bi rekel, koristne, jih moraš imeti skozi na paši, že zjutraj morajo biti zunaj, takoj, ko se svit začne. Ampak je pa to ena slabost, da pač lisica pa ni počivala. Se je kar dobro namalcala. Tako da so vse v bistvu zmanjkale. To predstavlja največji problem. Drugače pa, kar se tiče pri nas divjih živali, prašičev divjih nimamo, jelenjad se pojavlja zdaj občasno. Največ je srnjadi, potem kak jazbec, kuna, lisica, kot sem omenil. V Uršlji gori imamo gamse, tako da nekih večjih škod na kmetijskih pridelkih pri nas ni. Tiste, ki pa so pa zvite, tako ali drugače. Sploh lisice. Janez, zdaj si približno 5 let prevzemnik, morda malo manj, ampak si bil vse skozi nekako naklonjen tej ideji, da boš še enkrat kmetoval, da boš ostal doma na domači kmetiji? Glede na to, da sem edini sin, da imam 3 starejše sestre, sem bil najmanjši, ne najmlajši. So me skozi tako malo, sej ti boš prevzel, ti boš to. Imel sem že skozi veselje, že od malih nog. Pol pa, ko greš malo naprej, se šolaš, časoma, ko sem šel v gimnazijo, moram kar malo priznati, da je to veselje malo tako izpuhtelo. Sem mislil, bom mogoče nekaj začel študirati, kaj bolj takega. Drugo smer pa bi mogoče kmetijo, tek za stran, ampak pol na koncu, ko sem razmišljal malo širše, sestre so starejše in so se že poročile, vse odšle od doma. In sem pol na kmetiji ostal jaz edini od otrok. Pol pa če razmišljaš, da ti bom rekel da ti ne preostane kaj drugega. In sem pol se odločil, da bi bilo škoda opustiti tako zadevo, kakorkoli. In sem pač pol se odločil za študij kmetijstva, zootehnike. Pa da sem zdaj prevzel kmetijo, kar mi je res veselje. To je lepo slišati, da je pa vendarle na koncu neko veselje, da ni človek prisiljen v nekaj, ampak da je res želje. Te pa zanimala menda zgodovina in te še danes zanima? Ja, že od malih nog sem se veliko družil z mojim dedijem, žal pokojnim že. On je pač bil, bom rekel, en tak leksikon, kot se reče. Veliko smo se pogovarjali o zgodovini naše rodbine, kmetije. Tudi on je bil udeležen v 2. svetovni vojni in smo veliko razglabljali o teh zgodovinskih zadevah. In pol, ko sem šel v šolo, je pač zgodovina ena taka, da sem to rad kaj več prebral, ko pri zgodovini moraš še kar veliko prebrati. In pol gimnaziji pa sploh. En cajt sem že razmišljal, da bom šel zgodovino celo študirati, ampak sem bolj rekel, da
je pač kmetijstvo tista Prava pot, ne? Ja. Zdaj, vaša kmetija se po domače imenuje kmetija Lubas. Morda veš, od kje je izvor tega imena? Ja, ta izvor je pa v bistvu bi naj bil še starejši, kot je naša hiša, tako da to so bili eni tistih prvih lastnikov tega naše kmetije, so se pisali Lubas, podgorski neki taki. In se je pol ime kmetije ohranilo tudi do danes, tako da že čez 400 let je po domače pri Lubasu. Super. Zdaj, ko si omenil, ne, da imate živino, imate gozd, to sta dva različna delovna poligona. Ne? Imamo hlev, imamo gozd. Kje si raje? Si raje v hlevu, raje v gozdu? Jaz sem raje v hlevu, no, v gozdu pa tudi zaradi hobija, ker sem lovec. Ampak v hlevu zmeraj sem imel tako veselje z živalmi delati, pač krmiti, vse te preganjati, pač pa pašo, pa take zadeve, zmeraj me je to zanimalo. Gozda imamo pa še kar nekaj, kot sem omenil, ampak se velikokrat poslužujemo kar kakih sekačev, da pač plačamo tudi uslugo, da oni posekajo pa spravijo, ker so bolj profesionalni, jaz nisem glih tekel v tem. Če je kaj manjšega, kakva drva, pa kaj takega, že sam potegnem tudi, ampak za sečnjo pa sploh imam mišljenje, da je boljše, da tisto to zna, da tisto naredi. Se mi zdi, da sploh Pa tudi zaradi varnosti. v tej luči, da je bilo kar veliko nesreč v zadnjem obdobju v gozdu, taki tudi mladi gospodarjev, se mi zdi to zelo modra odločitev. Janez, z dekletom Sabino, ne, pa imata za tole kmetijo tule na Ravnah tudi neko skupno vizijo v prihodnje. Kako si zamišljata rast in nadaljnji razvoj? Ja, zdaj predlani smo malo posodobili star hlev za krave, dvilje. Zdaj bi rada pač ga čisto napolnila, da bo to čisto polno in da bo to pač res zoptimizirano, kot se reče. Povečala bomo čredo, definitivno smo tudi v rejskem programu, tako da upam, da bo tudi v prihodnosti kakšna plemenski bik ali pa plemenska telica na prodaj. Potem je pa tule zdaj kokošje nesence še kar so dobičkonosne in tudi strmimo k temu, da bomo jato tudi povečala, pač kolikor se bo dalo. Ker je zmeraj večje povpraševanje po domačih jajcih, tako da nek tak plan imamo, no. Pa seveda tudi pol zdaj postopoma družina pa naprej. Vse, kar sodi zraven, ja. Tako da bo res še tudi na tem področju vse tako, kot mora biti. Zdaj vzporedno pomagaš pa tudi na mamini kmetiji v Prevaljah, to je približno 8-9 kilometrov stran od tega mesta, kjer zdaj snemamo ta pogovor. Na mamini kmetiji pa imate krave molznice, črnobele pasme, pa letno pridelate približno 2 toni česna, to je ogromna količina, se sliši. Zdaj, poleg vaju z mamo je še kdo vpet v delo na tej kmetiji? Ja, tam redimo 9 krav molznic, to je taka manjša čreda, potem en majhen trop ovac imamo, pa mama ima še tudi neki kokoši za prodajo jajc na domu. Pa tudi kmetija ima tudi nekaj gozda, tako da je še tam tudi nekaj takega dela gozdarskega. S česnom smo pa vpleteni trije, moja mama Ana, sestra Vesna pa jaz. V bistvu je to bila sestrina ideja, ona je po končanem študiju agronomije ni dobila zaposlitve in je pol se pač tuhta kaj bi in je rekel, jaz bom kar posadila 50 kil česna in pol se je to zdaj razvija že 8 let in vsako leto se povečuje. Tako da smo vsi trije vpleteni, vsi tudi delamo, vsak je zadolžen za svoje. Vloge razdeljene. Ja. Tako da se trudimo, no. Se ti zdi ta preplet družinskih odnosov tudi na tem poslovnem okolju v redu in kako pomembna je ta družinska dinamika, da po domače vse laufa tako, kot je treba? Ja, prvo so tule dobri odnosi, medsebojni odnosi, k temu strmimo skozi, jaz sem skozi gledam na to, da se sestre tudi vračajo na domačo kmetijo, sploh tek, če je kaj, ne samo delo, ampak bolj družabno, kakšni rojstni dnevi, pač večji prazniki, ko se vsi vrnejo k nam domov. Tako da to vsem nam kar veliko pomeni, ker vsak dela nekaj svojega in pol pač, ko imamo nekaj časa, da smo pač lahko skupaj. Za dinamiko na kmetiji je pač treba se prilagajati
sem povedal, vsak ima svoje. In je treba pač se trudi, da narediš to, za kar si zadolžen. Kako pa je samo prodajo? Ne? Imate mleko, imate česen, imate mrežo svojih kupcev oziroma se morda tudi zadrugi prodajate? Mleko odkupi vse Koroško kmetijsko-gozdarska zadruga, potem gre to v mlekarno Celeja. Česen pa večinoma prodajamo na domu, nekaj nam pomaga tudi zadruga s svojimi trgovinami, Koroška zadruga. No. Smo pa prodajali tudi v druge zadruge, kot je Slovenske Konjice, Šaleška dolina, pa manjše trgovince, take zadeve, odvisno od letine. No. Zdaj, lanska je bila kar zahtevna, ne? Ja, lani je bila res mila zima, mokra zima in je že na njivi veliko česna zgnivo semenskega. Potem pa poletje je bilo pa glih kontra suša in je tam bil tudi ogromen problem, tako da je bila letina dokaj slaba, tako da letos smo pač malo zmanjšali trg, no, upam, da bo naslednja sezona oziroma letina boljša. Kako pa, Janez, ti uspe usklajevati delo na obeh kmetijah? Zdaj res, da je delo malce drugačno na eni in drugi kmetiji, ne? Se lahko dopolnjuje delo, zaenkrat še gre? Zaenkrat še gre, no. Zdaj, dokler so se starši teh mladi, to gre, mislim, mladi pač še sposobni za delo, da lahko mama je na tej svoji kmetiji sama, tako da ona pač, kar se hleva tiče pa teh stvari z živalmi, to ona postori sama. Meni je veliko pomoč moj ata Bojan, ki mi tule pomaga. Jaz pa sem malo leteči, bom rekel. Malo sem tam, malo sem tu, skoraj vsak dan sem tudi pri mami, da se kaj strojnega naredi. V poletnih mesecih pa, če je pa kaj večja dela, kot so spravilo krme, košnja, kaj takega, pa stopimo skupaj, vsi trije tudi vozimo traktor. Zdaj, odkar je Sabina pri hiši, je tudi, že tudi ona veliko pomaga, tako da je že tudi veliko lažje. Tako da, če je pa še kaj takega, še večjega, pač prosim prijatelje, pa še koga od sorodnikov, da še kaj pomaga, pa zaenkrat gre, no. In imaš mogoče vizijo, kako ti dve kmetiji malo prihodnje kako združiti, ali še bolj loče dejavnosti? Imaš kakšne načrte? Ne, definitivno, če bomo združevali, pa bolj kot ne, mislim, da krav muznic zdaj dolgo ne bomo več imeli. Česen pa zagotovo, no. Tu pa je prihodnost. Tam je še kar prihodnosti, pa tudi je še veliko rezerve, bi rekel, tako da bomo še probali se malo bolj potruditi na tem področju. Super. No, pa bom zdaj nekaj besed rekla o tej tvoji tudi ljubezni, ne, zgodovini, in se vračava mogoče zdaj te mamine kmetije spreval nazaj tule na Ravne. Zdaj, ena od posebnosti vaše kmetije, kot sem že omenil, čisto uvodoma, je vaša velika hiša, ki je v bistvu nenavadna, na nek način je kar dvorec, 17. stoletja, in kot sem ji omenil v pogovoru, je bila nekoč last 3 različnih grofov. Tam leta 1812 pa je prešel potem v roke tvojih prednikov. Če lahko malo orišeš ta zgodovinski vlog, kdo pravzaprav je živel v tej vaši hiši, v tem vašem dvorcu in kako je prišlo potem do današnjih dni? Ja, prve omembe hiše oziroma dvorca segajo tam v leto 1611. Tako da prvi lastniki so bili ene 3 grofovske družine, tule z avstrijske, Koroške pa Štajerske. Njihove nagrobne spomenike najdemo v Ravniški cerkvi svetega Egidija, so še danes tam in grbi in vse. Potem 1812. leta je pa to posestvo z dvorcem kupil moj 4-krat praded Valentin Lečnik in je v bistvu ta dvorec prišel v kmečke roke. Kot ste že omenili prej, je tudi 1688. leta je Janez Vajkard Valvazor dvorec narisal in opisal v topografiji Koroške, ki je del slave Vojvodine Krajinske. To je ena kot takih znamenitosti, no. Mogoče poveva še to, ne, da kdo je pa potem prevzel, kdaj se je pa priimek potem spremenil, a ne? Ker najprej bil priimek Lečnika, ne? Ja, prvo smo zapisali Lečnik, no. Valentin Lečnik, ko je bil prvi lastnik, to je moj 4-krat praded. On je v bistvu
kupil to kmetijo skupaj s svojo ženo Barbaro, z mojo 4-krat prababico. Sta kupa. On se je ukvarjal z veterinarstvom, zdravljenjem živine in je zgleda, pač sta imela dosti novcev, da sta si lahko kaj takega privoščila. Pol je to znanje prenesel tudi na svojega sina in svojega vnuka. Vnuk je bil Franc Lečnik. Potem je pa kmetijo po vseh teh 3 moških prevzela ženska, moja prababica, ki se je kasneje poročila z mojim pradedkom, kar tule iz Ravniške občine, iz Dobrih, Kotnik, Ben. Ni šla daleč, ne? Ne, ni šla daleč, ne. Tako da smo pol dobili pa drug priimek Kotnik, tega, ko imamo še danes. Kmetija se pač postopno razvija, skozi ona dosta gospodarva, še kar napredno. Bila sta tudi oba zelo šolana za tisti čas. Po prvi svetovni vojni ona je obiskovala tako nunsko, gospodinsko, glasbeno šolo v Grazu, v sosednji Avstriji. On pa je hodil v Novo mesto na kmetijsko šolo Grm. No in potem, ko sta se poročila, se jima je rodil 5 otrok. Tako res, bom rekel, kvalitetno sta gospodarila do 2. svetovne vojne. Potem je pa družina je od samega začetka vojne sodelovala s partizani in so se pol vmes med vojno mogli umakniti v partizane in pustiti kmetijo. Tako da med vojno je bila kmetija opustošena pa izropana, živino so Nemci odpeljali. Vse, kar je bilo tudi, kar se je dalo pohištva, raznih zadev se je odpeljalo. Pa neki to domačini so pobrali, ker so mislili, da se pač ne bojo več vrnili nazaj. No, po koncu vojne, 2. svetovne vojne, so k sreči vsi prišli živi in zdravi nazaj iz partizanov in otroci so se šolali naprej, tako da ni bilo enega pravega gospodarja, ki bi gospodaril, in je moja prababica kmetijo dala kar v obdelovalno zadrugo takratno in so pol pač je država gospodarila s to kmetijo. No, ko je pa moj dedi končal kmetijsko šolo v Mariboru, sta pa prevzela kmetijo dedi pa bica, postopno začela prenavljati vse do danes, kmetijo, začela se ukvarjati z mlečno proizvodnjo. Imeli smo 24 krav, nič črno-bele pasme, za tisti čas je bilo to kar veliko. No, po njima, ko sta šla v penzijo, je pa kmetijo prevzel moj oče, ki je sicer poleg kmetije hodil še v službo. Potem smo pa tam začeli rediti plemenske telice črno-bele pasme za druge mlečne rejce. No, po očetu sem pa zdaj 2021 kmetijo prevzel jaz, v smeru je v krave dojilje, tako da zdaj zaenkrat pa upam, da bo tak še en čas. Zdaj, če sem prav štel, pa 4-krat pradedek, si potem ti zdaj predstavnik 7. generacije? Tako je, ja. Sva prav se štela, ne? Tako je, 7. generacija. Zdaj, če samo malo še zadrživa se pri tej hiši oziroma dvorcu, v katerem živite in ki je bil tudi omenjen v slavi Vojvodine Kranjske. Kako je danes ta hiša oziroma ta dvorec danes drugačen, kot je bil takrat? Obstajajo sigurno kakšne fotografije, podatki in tako naprej? Ja, je kar ohranil, v bistvu obliko je celo ohranil tako, kot je. Zdaj v 70 letih se je zmeraj nekaj posodabljalo, prenavljalo in se pač je tudi mogoče navzven malo drugače gleda, ko je prej bil. In tudi noter je tudi malo drugače. Drugače pa, no, saj veste, v 400 letih se pač marsikaj spremeni. Hiša je prej že enkrat pogorela in zato nima takega ostrešja, kot ga je imela prej. Zdaj je malo drugačna streha. Potem okrog hiše je bilo prej obzidje z takimi pročelji velikimi, z oboki, vrati. To se je pač pol zaradi funkcionalnosti dvorišča podrlo s časoma. Ohranile so se pa seveda ta vrata, kamnita okne, ki so na sprednji pa zadnji strani hiše. Potem ohranili so se leseni macesnovi stropi, še nekateri, no. Pol ohranila so se tudi ena vrata, ki imajo letnico isto kot dvorec, da so čez 400 let stara, pa en pod v zgornji veži. Tako da to se je ohranilo vsem tem času. Se mi zdi, da tebi kot ljubitelju zgodovine to še toliko več pomeni, ne? Da ima
dvorec, hiša, v kateri živite, res neko zgodovino in te tudi spominja na vse tvoje prednike, ki so tu delali in živeli. Ja, saj po moje je glih to doprineslo k temu, da sem se jaz pol začel malo za zgodovino tudi zanimati ravno, ne, tako da je kar zanimivo, no. Tudi zmeraj bolj raziskujem zdaj vse to hišo, pa to, pa rodbino, pa take zadeve, tako da je kar pestro, bom Se rekel. pravi, rodovnik imaš izdelan za nazaj ali ga Za, izdeluješ? za to Lečnikovo linijo ga nimam, imam ga pa za Kotnikovo linijo. Tam do 1500. leta. 1500. leta. Ja. To pa je pol še bistveno več generacij, ne, kot pa, Ja, ja, kar. reč. Morda bi se zdaj na tej točki še ustavil pri tvojem pradedku, ki je bil tudi en pomemben mož, namreč je bil borec za severno mejo pri Malgajevi četi. A ne. In zdaj, glede na to, da praviš, da ti je dedek veliko zgodb povedal, ti je najbrž tudi o svojem očetu, o tvojem pradedku veliko povedal. Ja, to zagotovo. Ja, po končani šoli je pradedek, ko je se šolal v Novem mestu v Grmu, ne, na kmetijski šoli, je bil poklican v vojsko, ker je pač potekala Prva svetovna vojna. In je nato prvo bil poslan na rusko fronto tja v Galicijo na vzhod, potem je bil tam ranjen, potem so ga pa po zdravljenju premestili na soško fronto. No. In po končani vojni je prišel domov na Ravne, takrat so se Ravne imenovali Guštan. Aha. In se je tule po Prvi svetovni vojni oblikovala nova severna meja, ta zdajšnja meja za Slovenijo, ko imamo še zdaj. Ne. In seveda je bilo treba nekaj ukreniti in so se ti mladi fantje odločili, da bojo se borili še naprej. In so potem šli po Franja Malgaja, z mojim pradedkom sta se že prej spoznala v Prvi svetovni vojni, da je on kot poručnik s činom poručnika prevzel to koroško četo, seveda pod poveljem tudi generala Rudolfa Maistra. Tako se je pradedek pol priključil pa njegovi brati te borcem za severno mejo. No. Po plebiscitu leta 1920, koroškem plebiscitu, se je pa dedek pol poročil z mojo prababico, prišel sem na Ljubasovo kmetijo, kjer sem že prej omenil, da sta gospodarva. No in ko se je začela pa Druga svetovna vojna, je pa prav tako že od samega začetka začel sodelovati s partizani, z odporom proti okupatorju. Bil je tudi soustanovitelj oziroma pobudnik ustanovitve Osvobodilne fronte na Ravnah 12. oktobra 1942. Zato danes tudi občina Ravne praznuje 12. oktobra občinski praznik. No, saj sem že prej omenil, družina je bila pol med vojno primorana se umakniti v ilegalo, v partizane. Pač grozivo jim je, da jih bodo deportirali v neko koncentracijsko taborišče, ne, ker so Nemci sumili, da sodelujejo s partizani, z odporom. Tako da... Ja, v vas, Janez, je očitno v tvojem rodu nekaj odporniškega, nekaj uporniškega, si tudi sam drugače takole upornik? Ja, do neke mere. Do neke mere, kot moraš biti. Za zdravo pamet, jaz pravim, da ne smeš biti pretirano. No. Ampak ja, pač tu smo na takem območju, že skozi je prihajalo do nekih interakcij med dvema narodnoma. Tako da pač, ker smo blizu avstrijske meje, neki del Slovencev je ostal tudi čez, pri tistih opažam, da so še pa malo bolj zavedni. Tako da pač, kaj jaz vem, veseli me, da so moji predniki stali za tem, da so ohranili v bistvu slovensko kulturo, slovensko tradicijo, slovenski jezik, da se niso prodali za drugače misleče. Na katero lastnost pa si najbolj ponosen od svojih prednikov, ko gledaš takole očeta, dedka, pradedka? Bom rekel, da mi najbolj pomeni to, da smo delovni, potem skromnost, tista je že tako pomembna, da se ne preveč razbohotiš, bi mnogo rekel. Potem pa zmeraj smo pri nas gojili doma eno tako skrb za sočloveka in se mi zdi, da je to v današnjem svetu še bolj aktualno, glede na to, kakšna egoistična družba zmeraj bolj to postaja. Ne. To mi je res zelo pomembno.
Zdaj, v preteklosti si bil dejaven član Društva podeželske mladine Mežiška dolina, zdaj pa si bolj dejaven v Koroški kmetijsko-gozdarski zadrugi in tudi pri Kmetijsko-gozdarski zbornici. Zdaj, pomen povezovanja kmetov je zelo pomembna, ne, tudi kot zdaj iz prejšnjega odgovora, ne, praviš, da postajamo vse bolj individualistična družba. Tukaj pa zdaj vidimo, ne, da je ravno v povezovanju ta ključ. V čem vidiš prednosti povezovanja, pa če zdaj to prevedemo v kmetijsko življenje, v čem vidiš pomen zadružništva? Sploh za Slovenijo se mi zdi, da ko so tako male kmetije, bo to v bodoče res še bolj pomembno, kot je bilo včasih. Ne? Da nas bo lahko več stopil skupaj in bomo pač konkurenčni na trgu, če že drugega ne. Imeli tudi bolj besedo pri odločanju in tako naprej. Slovenija ima to značilnost, da smo pač majhni in da težko konkuriramo drugim evropskim ali pa svetovnim državam. Sploh zdaj, ko smo še podpisali ta sporazum za Mercosur, z Južno Ameriko, mislim, da bo to prišlo še bolj do izraza, to zadružništvo pa povezovanje. No. A se ti zdi, da bo tudi to povzročilo še nek dodaten vzgib v potrošnikih, da se bodo dejansko začeli bolj zavedati, da je pomembno domače, da je pomembno lokalno? Jaz upam, da, ker zdaj dejansko potrošnik odloča, kaj bo na trgovskih policah. Če bo potrošnik kupoval slovensko naše domače, bomo mi še vedno lahko zalagali te police. Če pa bo se odločil za uvoz, potem pač se slovenskemu kmetu bolj slabo piše. Jaz kar apeliram na potrošnike, da oni odločijo, koga hoče imeti, priporočam pa se, da naše domače slovensko. Lepo si tole povedal. Pa morda zdaj v zadnjem delu najinega pogovora se posvetiva še malo bolj takim prijetnejšim temam, recimo tvojemu hobiju, ne, lovstvo. V bistvu je to kar vaša družinska tradicija, saj sta tako dedek kot oče lovca, si tudi član lovske družine Prežihovo Kotlje, ne, ni naključje, da se lovska družina imenuje po enem vašem velikem rojaku, Prežihovem Vorancu. Kaj ti pomeni lov in imaš kakšno funkcijo tudi v lovski družini? Lov mi predvsem pomeni sprostitev od vsakdanjega tistega dela in obveznosti, potem to je tudi malo športne aktivnosti vpletene zraven. Tak res razgiban hobi, stik z naravo, res fajn je. No. Jaz osebno imam zelo, mi je to všeč, no, tako da mi paše, bom rekel. Aktiven sem tudi v lovski družini, tam sem kinolog, torej skrbim za lovske pse, koliko jih imamo, spodbujam člane, da bi še nakupili kakega psa, priporočam, katero pasmo, zakaj, potem skrbim za tekmovanja, izobražujem pripravnike o lovskih psih in to. Seveda pa ne upravljam samo tega, tudi še vse drugo pomagam. V lovišču pa delaš, kaj zalagamo solnice, če je treba krmne njive, potem delamo preže, krmišča, take zadeve. Ni to samo lov, je še marsikaj več. In se marsikaj zraven. Zdaj za mene kot popolnega laika, pa če te vprašam, katera pasma psa pa je najboljša, da se takole pridruži lovcu, ko greš na lov? Ja, zdaj odvisno, kak je tudi lovec, kakega psa hoče imeti. Kakšne pasme je lovec? Ker zdaj poznamo različne, recimo poznamo jamarje, to so manjši psi, to so za te jame, za lisice, jazbeci, kaj tega. Potem poznamo šarivce. To, da šari po neki travi, išče zajca, fazana, ptico. Potem poznamo goniče, ti so recimo za daljšo gonjo divjadi po gozdu. Ne. Potem poznamo še pa krvosledce, ti so pa za iskanje obstreljene divjadi. In pač to je v bistvu, bom rekel, tako je karakter človeka, takega psa si moraš pač bolj zraven dobiti. In kakšna pasma psa paše na tvoj karakter? Mi smo do zdaj imeli zmerno goniče, torej dolge ture, pa veliko hoditi. Prav vzdržljivo, ne? Tako je. Zdaj žal psa nimam, no, je glih poginil. Se pravi, si v iskanju novega? Ne vem še. Se boš še odločil, kako boš. Ko govorijo tudi o gozdnih živalih, kar nekaj si jih naštel, da so, pa tudi zdajle si jih naštel,
Katera se ti pa zdi najbolj zanimiva, je najbolj iznajdljiva in ti tudi predstavlja največji mogoče tako izziv ali pa da jo občuduješ na nek način? Ja, to me je lisica. Čeprav nismo glih prijateljskih odnosih, ampak je zelo zanimiva, zelo previdna, zelo plašna žival. Je pa zelo zvita in ima svoj zanimivo obnašanje. Pač to sem take informacije sem predobil medtem, ko čakam ponavadi, zdaj, ko je polna luna po zimi, ki je na kaki preži, pa spoznaš, kako se obnaša, pa kako je zvita, kako je ulovitno. To je res. Dejansko težko loviti. Ja. Pa še moram poudariti pri tej temi, glede na to, da nam je vse rad se znosva, je to družinska sramota. Ja, če imate lovca pri hiši, Ja. pa ne samo enega, ne. Ja, pa je res ekstra iznajdljiva. Ja, je. A pa pride tako sama ali pride v družbi, jih je več? Ponavadi sama. Ponavadi sama, ne. Ponavadi sama. No, to je še toliko, ne, ja. Mogoče čisto za konec še tole vprašanje, ki smo omenila Prežihovega Voranca, ne, vašega rojaka, glede na to, da imaš rad zgodovino, rad bereš, vsi smo brali Samorastnike. Ne. Kaj pa si ti rad bral, oziroma ali pa rad bereš tudi? Kaj sem rad bral od Prežihovega Recimo, Voranca? ja. Kaj vem, zdaj, lansko poletje na dopustu sem prebral Požganico. Potem Jamnico sem tudi prebral, Samorastnike itak smo brali že v šoli, potem tiste črtice od Solzic, Levega Devžija, potem Ajdo Ostrniše, kakje take. Moram še to povedati, da je bil Prežih Voranc v naši družini kar tak pomemben pisatelj, ker je bil tudi dober prijatelj z mojim pradedko. Sta veliko sodelovala tole skupaj, ker je bil skoraj sosed tam v bližnjih Kotlah. Tako da smo kar vsi bili primorani doma, da malo bolj čitamo to njegova dela. Lepo, lepo. No, se tudi on je ustvaril pod psevdonimoma, ne? Ja, Se pravi, se je tako, tudi, on je Lovro Kuhar. Tako. Imenuje se pa Prežih Voranc, zato ker je tam Preški vrh, kjer je on živel. In je bolj Prežihov Voranc. No. Oziroma kmetija je tam Prežih. Mislim, da si še nekaj hotel omeniti, pa si ne prekinil s tem zdaj. Ne. Ne? No. Ja, omenil si, velikokrat omenjaš v svojih načrtih prihodnjih svoje dekle Sabino. Kako s Sabino preživljata proste trenutke, se rada kam odpravita ali pa zdaj, ko vidimo, da je taka zimska kulisa, ko je morda dela malo manj tudi, ne? Kako preživljate dolge zimske večere? Dolge zimske večere predvsem preživljamo ob televiziji. Ali pa branju kakih časopisa ali pa kaj takega. Tudi gremo kam sploh čez dan na sprehode, ki sicer izgledajo bolj kot ogled živine ali pa gozda ali pa kaj takega. Ampak sprehod je sprehod, ne? Sprehod je sprehod. Drugače pa poleti morje, dopust, planine. Tudi v tujino se odpravimo na kakšne izlete. Nismo glih preveč prizemljena na dom, kar rada potujemo. No. Kakšno sankanje, smučanje, ko je Sankanje, ja, smučanje, pa Sabina žal ne smuča. A ti pa? Jaz pa, ja. Se pravi, lovec na smučeh. Ja, ni glih tako. Prav težko oboje hkrati. Yes. Super, Janez, najin čas se je iztekel za pogovor, vidim, da ti jezik tudi dobro teče, da si izjemno razgledan, kar se tudi vidi iz tvojega poznavanja zgodovine, tvojih prednikov, vaše kmetije. Se ti res zahvaljujem, da si z nami delil svoje utrinke življenja na podeželju in ti želim, da uresničiš zastavljene cilje in uspešno nadaljuješ družinsko zgodbo, ki ima bogato zgodovino in seveda upamo, da tudi svetlo prihodnost. Ja, hvala. Hvala, se bom potrudil. Z Janezom Kotnikom sem se pogovarjal Marko Mesojedec, mi pa se poslušamo kmalu.